domači trener, gospod Luka Elznar. Jaz se pridružil čestitkam za predstavo, neko zelo dinamično, z ogromno želje in se je videlo, da obem ekipam danes to napredovanje veliko pomeni. Žal seveda mi to napredovanje si nismo zaslužili, predvsem po sliki prve tekme. Seveda je ta prvi polčas danes tudi bil dokaj povprečen, kar je že tipično za nas. Preveč grešenih podaj, preveč zgrešenih sprejemov in potem to zarata zelo komplicirano, ogromno odvzetih žog je bilo strani Olimpije, ki so bile izredno nevarne, pa smo se odbranili. Ko pa začnemo se nekajkrat zadeti, pa dobro nekako se premikati in malce bolje sodelovati v fazi napada, potem to bolje izgleda in seveda nas je ta zadetek popeljal v nek pozitivni elan, ki ga do konca nismo mogli izkoristiti, čeprav so priložnosti bile prisotne, za zameriti pa res razen na tej prvi tekmi ni prav nobenemu. In pa ko vidim, da igralci, nekateri iz naše ekipe odhajajo iz igrišča z solznimi očmi, to nekaj pove o tej želji, koliko so si močno želeli napredovati in ko je to prisotno, potem me ne skrbi prihodnost. Morda še napoved sobotne tekme, malce specifično, zopet v Domžalah Olimpija. Ja, zdaj slika te današnje tekme sigurno ne bo, je pa res, da moramo povleči maksimalno lekcijo iz tega drugega polčasa, na kakšen način se da proti Olimpiji. Sicer je bilo tlele kar nekaj fizične utrujenosti z njihove strani, mi pa na tem področju še dokaj dobro stojimo, smo sposobni bili z neko energijo in željo po napredovanju jih res močno pritisniti na njihovo polovico. Recept je pa enostavno, da nismo še enkrat povprečni v vseh tehničnih osnovnih elementih nogometa in to mora biti vodilo vsakič, ko prijemo v tekmo in moramo biti sposobni prenehati s tem slabšim uvodom v tekmo, kjer preveč kompliciramo, kjer prepočasi razmišljamo in ko bomo to uspeli skozi 90 minut nekako odigrati, potem bo sigurno še rezultat prišel zraven. Dokler bomo pa samo izbirali nekako polčase, potem bo to v rezultatskem smislu verjetno malce težje, ampak vemo kako, imamo recept, na kakšen način se da proti Olimpiji osvojiti vse 3 pike in zdaj nam ostane samo še to, tako da ta želja, ki je danes prisotna, mora biti povsem popolnoma enaka v soboto. Ostane samo še prvenstvo, 20 tekem in pač ta napad na ta mesta, ki vodijo v Evropo. Ja, zdaj smo se malce oddaljili po tem porazu v Kopru, pot je še izredno dolga, sem prepričan, da tudi če bi malce prej ujeli zadevo, da bi se pojavil kakšen padec. Seveda smo na preizkušnji našega karakterja in če bo ta ekipa, sem prepričan, da bo sposobna se pobrati vsakič, ko pade, na nek daljši rok, kot je dejansko to prvenstvo, bomo uspešni in zelo, zelo optimistično gledam na našo prihodnost, ker vedno neke elemente v tekmi, neke dogodki mi dajo to upanje, da vendarle gremo v neko pravo smer in da ko bomo to uspeli povezati skozi 90 minut in potem to ponavljati na vsaki tekmi, mislim, da rezultat bo sledil. Ni pa rezultat zdaj cilj, ampak je cilj, da se skozi kvalitetno pripravo na tekmo in kvalitetno odigrane tekme pride do nekega rezultata. Morda še beseda o Alenu Ožboltu, danes je debitiral. Alen je tak tip igralca, ki ima nek nos za situacije pred golom. Zgodilo se je tipično to, kar se njemu ponavadi zgodi na igrišču, da iz neke pol situacije ali pa neke izgubljene žoge on pride v 1-1 z golmanom. Seveda je bil v nekem položaju, kjer bi lahko izpadel heroj domžalski nocoj, je pa to izredno težko pričakovati od tako mladega fanta. Mi mu dajemo vso podporo, da bo na naslednjih tekmah, kjer bo dobil priložnost z nami v prvenstvu, stvar realiziral in da bo pomagal sebi in pa največ, kar se da pomagal naši ekipi. Hvala lepa. Hvala.